slišala. Gospod Vodeb, tudi vi ste med aktivnimi zagovorniki pravice otrok do družinskega življenja, tudi v primeru koroških dečkov, ste med tudi temi, ki smo tudi kazensko preganjani. Kakšen je vaš komentar, da Cerarjeva vlada z vsemi inštitucijami, ki jih ima, do zdaj po več kot leto in pol še ni bila sposobna odločiti o vlogi za rejništvo babice in otroka, nekako ostajata še vedno v ujetništvu ministrstva Anje Kopač Mrak? Potem se da pa tej Ani Kopač Mrak pa Jankoviću, kljub aferi farmacevtka, nagrado in to da Putin. Mislim, to so politične nagrade in to je grozljivo, kako se rešuje neke spodletele politike, ko so definitivno naredili napako. Anja Kopač Mrak, mislim, ona bi mogla sama odstopiti, se konzultirati, narediti se en posvet, ampak da bojo vsi prišli do besede. Ne, da se tam nek lobby, ki ga pa ravno Fakulteta za socialno delo vodi, ki producira po tekočem traku te socialne delavke in pa se neka politika zgodi in potem enoumno zagovarjajo neko rešitev. Po drugi strani pa meni z anonimnih mailov pošiljajo priznanje, da se jaz borim za drugače misleče znotraj Centrov za socialno delo, ker niso vse socialne delavke tako neumne, da ne bi vedle, da ta dva dečka morate detka pa v babici. Ampak jaz se bojim, da zdaj tole leto pa pol, da ta čas, ko bi ona dva že zdavnaj mogla tam biti, da ta čas se izteka. Ona dva sta zabrazgotinjena in ta dva dečka bosta nekoč morala tožiti to državo. Ministrstvo, ker jim je uničilo neko harmonijo naknadnega življenja z detkom pa babico. To je po Freudu, ali pa tudi po strokovni plati, po stroki, ki jo je Gabi Čačinović Vogrinčič 40 let nazaj uveljavljala na tej fakulteti. Takrat je bila Fakulteta za socialno delo normalna, zdaj pa kontaminirana s politiko, z nekimi nebulozami, ki jih širijo ravno feministke in dokler moralno odgovorni ljudje ne bodo enkrat rekli bobu bob, pa znotraj levice rekli, zdaj pa tole ne bomo mi levičari tolerirali, toliko časa bo v tej družbi šli vse narobe. Namesto, da bi levica to popucala znotraj sebe, nastane politični problem, kjer se levica pa desnica tepe na hrbtih nekih dveh ubogih dečkov. Ne vem, iz Lune se vidi, da morata biti pri detku pa babici. To vsi vedo. To bi mogli levičari sami med sabo, ne pa da podeljujejo neke nagrade nekim lobijem, da jih umetno držijo pri političnem življenju. To je treba umakniti. Nima moralne razsodnosti. Človek, ki ni moralno razsoden, da ne ve, kaj mora v dani situaciji narediti, ne more biti politik. Anja Kopač Mrak pravi, tudi politiki nismo nad zakoni. Mislim, moralno prav, to je pa postkonvencionalno moralno razsojanje, ki ga imamo redki ljudje, so sposobni kršiti zakonov zato, da naredijo nekaj, kar je moralno prav. In moralno prav je, da bi ta dva dečka bila pri detku in babici. Ne pa, da se tam neki rešuje neke politike, pa neke zavožene centre za socialno delo, ne vem, Velenje. Največji absurd je pa to, da ko Vrhovno sodišče izda odločbo, se najde tam neka odvetnica Centra za socialno delo Velenje in se suva Vrhovno sodišče. Pa to bi mogel predsednik vlade, predsednik države, pravosodni minister nagnati to odvetnico, kako je upala sesuvati odločbo Vrhovnega sodišča, ki je reklo, da se je zgodila napaka. In ta odvetnica napada Vrhovno sodišče. To je tak absurd. Goran Klemenčič, Miro Cerar, oba pravnika, pa ne vem, Pahor, da bi mogli skupaj stopiti. Ne da Pahor tiste pobude naj on urgira, da niti ni odgovoril nam, ki smo se podpisali z nekim iskrenim prepričanjem.